Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Ljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 51 dni, vi pa gledate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vsako delo je častno, če ga človek upravlja predano in profesionalno. Ne verjamete? Poglejte. Yo, this should be an Olympic sport, bro. Wow. Ja, v New Yorku je tudi pobiranje smeti nekaj posebnega. Sedaj pa se lotimo 88. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali zdravstvo.si. Za vaše zdravje skrbimo mi. Skupina neodvisnih zdravnikov se na svoj način vključuje v predvolilni boj. Zakaj gre v resnici, nam bosta povedala naša posebna gosta. Magister Matej Beltram in Krištof Zevnik. Matej, Krištof, dobrodošla. Dobro večer. Najprej vprašanje za vaju, kaj ste vi zdaj zdravstvo.si? Ste vi skupina pritiska, interesno združenje, zametek politične stranke ali kaj tretjega? Mislim, to zadnje sigurno ne. Čeprav vsak od nas je svoboden državljan, pa če želi, ni ovira, da se kamorkoli lahko vključi. Predvsem smo pa zdravniki, profesionalci, ki delujemo strokovno, vsak na svojem področju, brez konflikta interesov, postavljamo v javnost te teme v zdravstvu, ki se nam zdijo bistvene za našo družbo in za njeno prosperiranje v bodoče. In to je javno zdravstvo. Javno zdravstvo, kot ga poznajo v zahodnji Evropi, to je izum tople vode, ki že 70 let teče po pipah gospodinstv v zahodnji Evropi. In zakaj ne bi tudi pri nas tega imeli? Delujemo pač res brez konflikta interesov. Krištof noče tega povedati, ker je preskromen, ampak bom jaz povedal. Krištof recimo je zobozdravnik s koncesijo. In zdaj kaj, v bistvu on proti svojemu ožjemu interesu pravzaprav dela. Ker on, Krištof, se ne bori za to, da samo on ohrani ta svoj vrtiček, te svoje koncesije in da morajo pacienti samo k njemu hoditi, a ne nasprotno. Krištof se bori za to, da bi vsi bolniki lahko prosto izbirali svojega zdravnika. Jaz delam kot čisti zasebnik in jaz delam, posege, ki nikoli ne bodo del, bom rekel, košarice zdravstvenih storitev, ker so to recimo neki estetski posegi. Ampak delam, oziroma se name obračajo tudi pacienti zaradi stvari, za katere bi pa morali dobiti povrnjene stroške od zavarovalnice. In ni prav, da morajo ti pacienti, zato ker so predolge čakalne dobe, ali pa zato, ker pač meni zaupajo, kot njihovemu zdravniku, ker nekatere paciente imam že 15-20 let, ampak če se zdravijo pri meni, jim zavarovalnica teh stroškov ne ponuja. Jaz ne bi dodatno bogatel, jaz čisto lepo živim s tem svojim delom, tako kot ga opravljam. Ampak ni pa prav za bolnike. Medtem ko če bi ta isti bolnik prišel k meni v Gorico, tam Rožna dolina, Kaza Rosa, če bi jaz tam čez mejo imel ambulanto, bi ta isti bolnik pa od zavarovalnice dobil povrnjene stroške, ali pa v Umagu, ali pa v Celovcu. To so taki nonsenzi. In moramo iti preko tega. In sam še to bom povedal. Dejmo enkrat nehati s tem javnim zdravstvom, ki je državno zdravstvo v Sloveniji, ker s tem samo slepimo ljudi. Samo slepimo ljudi, ki ne dobijo tistega, kar bi morali dobiti, strašimo jih, ker seveda zmanjka argumentov in potem ti apologeti državnega zdravstva strašijo ljudi s privatizacijo. Ma kakšna privatizacija, lepo vas prosim. Govorimo o javnem zdravstvu, kot ga poznajo v zahodnji Evropi. In pol seveda takoj potegnejo ven termin, privatizacija zdravstva kot v Ameriki. Ma kakšna Amerika, lepo vas prosim. Vse smo v Evropi, vemo, kaj so standardi javnega, dostopnega, solidarnega zdravstva v zahodnji Evropi. In ni treba izumljati tople vode, dajmo narediti tako, kot imajo v Franciji, Švici, Nizozemski, kjer želite. Pač potegnimo to, kar je za nas najboljše.
No, jaz bi Povej, Krištof. se tukaj priključil in poudaril predvsem to definicijo tega javnega zdravstva. Tako, kot je Matej zelo lepo povedal, kako je sploh prišlo do tega, da je ta skupina zdravnikov začela delovati. Pravzaprav zaradi tega, ker so nam v zadnjih 10, 15 pa še letih vsem nam državljanom, bolnikom ugrabili to definicijo javnega zdravstva. Zdaj, če vi pogledate za nazaj čisto vsako predvolilno obdobje, so čisto vse stranke govorile o javnem zdravstvu, kako se zavzemajo za javno zdravstvo, za dostopno javno zdravstvo. Ampak naši bolniki, vključno z nami, pač tega ne delimo. Mi pa čakamo v vrstah in zdaj po 10 letih smo ugotovili, da smo izčrpani tako zdravniki, družinski zdravniki, zobozdravniki na primarnem, na sekundarnem, kot bolniki, seveda, predvsem bolniki, ki čakajo v vrstah, ki sploh ne dobijo zdravnika. In ta izžetost, ta nemoč, da se spremeni v okviru te obstoječe definicije, ki nam je ponujala lažna politika, je pripeljalo do tega, da smo se angažirali in skupaj stopili v bran naših bolnikov. In na začetku bi predvsem rad razložil ravno to definicijo, ker v bistvu vse izvira iz neke svobode. In tudi danes, ko so prišla z Matejem sem, so pač želela pokazati neko razliko med javnim in državnim zdravstvom. In to razliko pričakujemo, da jo bodo stranke razumele in da jo bodo tudi svojim volilcem primerno pokazale. In to je ta razlika izmed preostalih, recimo, predvolilnih obdobij, ko so bili, ko se pravi zdravniki, pa tudi bolniki niso angažirali, da bi dejansko povedali strankam, kaj pravzaprav vsebinsko pričakujejo od njih. In so stranke v bistvu z neko lažjo, z neko lažno definicijo prepričevale, da so pa one za javno zdravstvo. In če pogledamo, recimo, pripravlja se nek graf, kjer načelo svobode si mislil, ne? Ja, kjer je opredeljena ta svoboda in primerjava z javnim in državnim zdravstvom. Zdaj, če pogledamo mi recimo čisto definicijo svobode, vidimo, da je v bistvu vsaka svoboda tako sestavljena iz 3 nedeljivih gradnikov. In če zdaj pogledamo, kako to deluje v našem zdravstvu, vidimo, da recimo ta prvi gradnik, se pravi uveljavljanje lastne volje, pravzaprav prevedemo na to, kar imamo zdaj v državnem zdravstvu, pomeni to, kar je Matej začel razlagati. Se pravi, bolnik recimo ne more izbrati zdravnika po lastni volji, ampak mora izbrati zdravnika ali pa ga je primoran izbrati tistega, ki bo pač, pri katerem bo dobil povrnjeno vse pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Ker vemo pa, da nekateri zdravniki so pa izključeni iz tega zdravstvenega zavarovanja. Recimo, in ta drugi gradnik, kjer je omejeno to svobodno sodelovanje, se pravi, v državnem zdravstvu ni tega sodelovanja, tega svobodne odločitve, kje bo posamezen zdravnik deloval. Se pravi, ni tega koncepta, da se lahko odloči, da bo recimo ne bo več deloval v državni bolnici, ampak bo šel zdraviti bolnika recimo v svoje kot samostojni zdravnik. Te opcije ni, ker namreč, ko zapusti zdravnik državno zdravstvo, ostane brez svojih bolnikov in bolniki ostanejo brez plačila za te storitve. Seveda bolniki lahko grejo za tem zdravnikom, ampak ne bodo prejeli plačila. Ja. In potem je še tretji. Prosim? Če gre zdravnik slučajno v tujino, tako kot je rekel Matej, tako pa dobi in potem takoj presedla v javno zdravstvo, kot vidimo, kjer v bistvu je to svobodno, ta sodelovalni vidik svobode upoštevan. In seveda še tretji vidik, gradnik svobode ni upoštevan v državnem zdravstvu, to je pa seveda to uveljavljanje moralnih načel, ki jih imamo, zato da v bistvu svoboda res postane tisto, kar je. In če to recimo prevedem spet v državno zdravstvo in se navežem recimo na primer profesor Noča, kjer je pred mnogimi leti opozoril recimo na moralno koruptivne recimo dogajanja, pa dr. Merole pa je bil recimo za to kaznovan.
Se pravi, so mu skrajšali oziroma zmanjšali posege, so ga omejili pri raziskovalnem delu in tako naprej. In to je pomembno. In od te svobode, ki je zdaj zelo aktualna v tem predvolilnem času, kot nek predvolilni slogan, moramo vedeti, da je ključna za definicijo pravega javnega zdravstva, kjer je v bistvu pomembna, kako lahko uveljavljaš ti vse tisto, kar želiš, in da te noben pri tem ne omejuje. In to je pomembno. In to je treba zagovarjati v tem javnem zdravstvu. Še to bi jaz rekel, kaj je tak interes, ki ga mi imamo. Mi se zavedamo, da prav vsi, tudi če smo mi zdaj zdravniki, ampak mi vsi bomo tudi bolniki nekega dne. Vsi mi bomo rabili zdravstvene storitve in tako kot vidimo, kako se stvari razvijajo, vidimo, da to ni v redu. Zdaj, mogoče, če bomo mi dovolj s svojim delom zaslužili, pa prihranili, si bomo lahko to plačevali iz lastnega žepa, ampak to ni v redu sistema. To je pol privatizacija zdravstva. Ko ti država jemlje denar od tvoje plače v obliki prispevkov ali pa obvezne premije, potem pa te storitve ne dobiš, ko pa jo rabiš, potem pa moraš plačati za to storitev. In to je privatizacija. In to je absolutno nedopustno in narobe in moralno narobe in tudi to je pač nesvoboda, tako kot je Krištof prej razčlenil. In ta nesvoboda, tisti križci, to so negativni simboli, taki poševni križi, rojevajo frustracije. In kdo je tukaj najbolj frustriran? Bolniki so najbolj frustrirani. A se lahko postavimo v kožo nekoga, ki ima neko težavo, pa ni treba, da je to zdaj neka bolečina, kot ohromija ali ne vem kaj, ampak da sumiš, kaj pa kašljaš že 3 tedne, 4 tedne, pa si kadil pred 15 leti po 2 škatli na dan, pa te zdaj skrbi, kaj pa če imam jaz zdaj raka, Pa niti do družinskega zdravnika ne moreš priti, recimo, če si se priselil v Ljubljano, ker niti vstopa nimaš v ta sistem. In to so grozne frustracije. In zato mi tukaj pozivamo, mi ne novačimo za nobeno stranko. Moja osebna želja je samo ta, da volivci pretehtajo, kaj je to javno zdravstvo v resnici, kakšno zdravstvo bi mi v resnici potrebovali. In zdaj ne vem, če so rešitve, kot jih imajo v Franciji, ki je ena najbolj socialnih držav v Zahodni Evropi, če so za Francoze v redu, pa zakaj za nas ne morejo biti v redu? Zakaj mi izumljamo neko 15. pot, in to vedno eni in isti apologeti tega državnega zdravstva, ki so bliže na vseh možnih vodilnih položajih v javnem zdravstvu, leta in leta dobivajo plačo kot svetovalci na raznih inštitucijah in ministrstvih, in še toliko idej imajo, še toliko dobrih idej imajo, ampak žal, crkujejo zdravniki in umirajo v čakalnih dobah tudi bolniki. Pa še toliko idej imajo. Ja, ravno zato, da bi se volivke in volivci oziroma gledalke in gledalci lažje odločili, predlagam, da nadaljujemo po krajšem premoru, tako da vrnemo se po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako bi v zdravstvu.si poskrbeli za naše zdravje. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, zdravnik magister Matej Beltram in zobozdravnik Krištof Zevnik. Pogovarjamo pa se o tem, kako bi v skupini zdravstvo.si poskrbeli za naše zdravje. Krištof, v bistvu razlika med tem javnim zdravstvom, ki je v EU, pa tem, ki je pri nas, ki mu vidva pravite državno zdravstvo, je v tem, da v EU je v središču sistema bolnik, pri nas pa izvajalec, če se ne motim. Ja, Ljuš, tako je. To je ključna in glavna razlika. In zaradi te razlike, pa zaradi te interpretacije, zaradi te napačne interpretacije javnega zdravstva, se seveda začele dogajati v bistvu vse anomalije, ki pač trajajo in bojo trajale še dalj. V javnem zdravstvu Evropske unije je v središču bolnik. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko bolnik koristi pravice iz zdravstvenega zavarovanja pri katerem koli zdravniku. To je bistvena razlika. Se pravi, zdravstvene zavarovalnice so servis, so tiste, ki omogočajo bolniku čim hitrejšo
pravočasno in dostopno storitev pri katerem koli zdravniku, ki pač ima pogoje, licenco in tako naprej. In zdravstvene zavarovalnice nobenega zdravnika ne omejujejo in mu nalagajo ne vem kakšne omejitve za to, da sodeluje z zdravstveno zavarovalnico in seveda zdravi bolnika. Ne. Še več recimo, ne, na zadnji konferenci, ki smo jo imeli v primerjavah javnega zdravstva, je dr. Erjavec iz Nizozemske, hematolog, preprosto povedal, ne, na Nizozemskem sploh ne obstaja javnega zdravstva, obstaja zdravstvo. Eno in edino, ker je tudi bolnik en in edin z boleznijo. In ta bolnik ima pravico, da se zdravi v svoji lastni državi in zato prejme tudi plačilo. Pri nas pa ni temu tako, kot smo prej videli. In iz tega seveda tudi izvirajo vse težave. Kot vidimo, pri nas je pa državno zdravstvo temeljeno tako, da pač določeni izvajalci, ne vsi, ampak samo določeni, dobijo neko vsoto denarja in potem ta denar porabijo za storitve javnega zdravstva, mi razpravljamo. Seveda vsi tisti bolniki, ki ne pridejo na vrsto v tem delu, morajo oditi v zasebno zdravstvo, kajti bolnik še zmeraj ostane bolan. Sej, če ne pride na vrsto, si še zmeraj bolan. In temu mi pravimo privatizacija in ta privatizacija se dogaja danes, se dogaja v tem trenutku, v tem našem zdravstvu. In vsi tisti apologeti, politične stranke, ki strašijo ljudi, da bomo spremembo našega vrlega javnega zdravstva imeli ne vem kakšno obliko privatizacije, zavajajo ljudi. Zavajajo zato, ker v bistvu mi ne upoštevamo v tem trenutku vse komponente svobode, vse komponente, ki jih potrebuje bolnik za to, da se zdravi po vzoru evropskega javnega zdravstva. Bom povedal, če smem še jasno, ker tolikokrat slišimo, kako imamo mi in sploh super zdravstveni sistem, Bismarckov, zdravstveni sistem, ki je pač recimo nek zgled organizacije financiranja zdravstvenih sistemov. Roko na srce, v bistvu nobena zahodna država nima ne čisto Bismarckovega sistema, če povem v osnovi, to je sistem, ki temelji na vzajemnem solidarnem zavarovanju. Kontrapunkt bi bil Beveridgeov sistem, ki temelji na rigidnem, centralističnem državnem financiranju zdravstva. V bistvu, kaj mi imamo? Mi imamo pod krinko Bismarckovega sistema, ko imamo neko univerzalno solidarno zavarovanje, imamo v bistvu rigiden, državno voden, hierarhično ustrojen sistem. To so vse značilnosti Beveridgeovega sistema. Zdaj, v resnici na ljubo vse zahodne evropske države nimajo čisto enega ali drugega sistema, imajo neka mešanica obeh. Nam je na nek čuden način uspelo pobrati najslabše od obeh sistemov. Smo imeli srečo. Smo imeli srečo, znanje ali ne vem kaj. Yeah. Ker recimo, če že imamo tako centralizirano, državno vodeno, financirano zdravstvo, plansko zdravstvo, potem ravno na teh mestih, kjer bi tak sistem moral biti najmočnejši, recimo pri skupinskem državnem naročanju, to bi moral biti en državni tender, državni razpis, pa lepo prosim, vse bolnišnice v Sloveniji bi lahko od istega proizvajalca injekcijske igle ali pa plenice ali pa karkoli, da rečem nekaj takega banalnega, kupovali. In ravno tukaj bi morali biti največje kreposti, prednosti takega centraliziranega sistema, tu pa pokleknemo. Tega pa tle ne znamo speljati. In to non-stop ponavljanje, kako, če se vključi zasebne izvajalce v javni sistem, da je to privatizacija, to je tak pesek v oči grozljiv, da potem tisti zdravniki bogatijo in ne vem kaj. Mislim, zame nekdo, ki prejema plačo v nekem javnem državnem zavodu in opravi samo 50% dela, kot bi ga moral opraviti, pa lepo prosim, to je samo manjšina zdravnikov, ampak vseeno so tudi taki, ta po mojem prepričanju, po mojem gledanju tudi krade denar iz žepa davkoplačevalcev. Še bolj. Medtem ko koncesionar, tisti, ki dela za javno blagajno, sej je možno, če je možnost izbire, če bo slabo delal, potem bodo bolniki odločili, komu bodo šli. Da pa zdaj zasebnika vodi interes profita,
Tako bom rekel, ne, zdravniki v prvi vrsti nismo šli študirati študij, ki traja 5 in več let, ko pol moraš delati pripravništvo, ko potem moraš delati specializacijo, ko dežuraš pol cele noči in vikende in praznike, da dosežeš nek nivo znanja, ne, zato da potem na stara leta, ko smo že vsi skrušeni in skrhani, bomo mastne denarje služili. Ne. Medicino greš pač študirati zato, ker ti je to delo všeč. Če bi ti pa v prvi vrsti bil všeč denar, so pač lažje poti, so drugi poklici za to bolj primerni. Seveda pa zdravniki dobro zaslužijo. Zakaj? Ne, zato, ker opravljamo odgovorno delo. Ne. In, pa ste visoko izobraženi. Želeli bi si, da bi se pač plačilo tudi bilo odvisno od izobrazbe. To se meni zdi problem. Ampak veš kaj, Krištof, jaz predlagam, da razloživa gledalkam in gledalcem na tvojem konkretnem primeru, ker vidim, da tu je veliko nerazumevanja okrog tega. Ne. Zdaj koncesije, vemo, to ni privatizacija. Ne. Ampak, če mene vprašata, jaz bi vsem zdravnikom dal koncesijo. Zakaj? Ker to se mi zdi najboljši sistem z vidika financiranja pa državne blagajne. Zato, ker ti točno veš, koliko dela ta zdravnik koncesionar opravi, on dobi točno toliko plačila, kolikor je dela opravil. Se pravi, boljše od tega ni in nadzor je praktično popoln. Sem kaj narobe povedal, Krištof? Točno tako, Aljuš. Povedal si v bistvu definicijo javnega zdravstva, s tem, da imamo njen problem in tukaj prihajamo do srša. Do tiste točke, kjer se v bistvu vsa stvar prelomi. Recimo v Franciji vsak zdravnik lahko podpiše pogodbo oziroma po domače povedano dobi koncesijo za upravljanje, ali to ustanova, ali to posamezen zdravnik in tako naprej. Pri nas v Sloveniji pa temu ni tako, samo določeni, ne vsi, samo določeni. In tukaj izvira potem, od tukaj naprej izvirajo seveda pol vse anomalije, ki so. Jaz trdim, da je bilo to zapeljano namenoma. Morda od začetka ne, ampak je bilo zapeljano namenoma. Zakaj namenoma? Zato, ker v bistvu se v zdravstvu zbere letno približno 4 milijarde denarja. In te 4 milijarde denarja morajo biti kontrolirane. In seveda, če so kontrolirane na planski način, z nekimi birokratizmi, potem se lahko v vsakem trenutku nekdo monopolizira določen del te pogače in jo obdrži zase, ali pa jo tako rekoč uzurpira z nekim dvigom nenormalnih cen, ki pa se seveda v tem nepreglednem sistemu zgubijo. O čem govorim? Govorim o preprostih dejstvih, da obstajajo pri nas recimo segmenti dobaviteljev v zdravstvu, ki imajo cene recimo 30-40% večje, kot so v Evropski uniji. In to so monopolne strukture, ki seveda lepo uspevajo v tem državnem zdravstvu. Ni potrebna konkurenca, ni potrebne nobenega dokazovanja. Zdravniki ne sodelujejo recimo v postopkih javnega naročanja, vse je definirano vnaprej, katere bolnice se bojo prijavile, kateri izvajalci se bojo prijavili, noben drug ne more priti zraven in tako naprej. Skratka, v sistem se je metastaziral v tako anomalijo, da je v bistvu to nerešljiv gordijski vozel. In ta politika, ki recimo, mi smo zajeli recimo zadnjih 12 let, če pogledamo politike, ki upravljajo to zdravstvo, seveda tudi na nek način ugrabljena, ker seveda te lobiji, ta usporedna država, ki se je konstruirala, to so podjetja, recimo, ki imajo 100 milijonske ali pa tudi milijardne zaslužke recimo v zadnjih recimo 15 letih, seveda imajo svoj vpliv. Imajo svoje ljudi, ki pač vztrajajo, da v bistvu sistem ostane tak, kot je. In zato in predvsem zato smo povzdignili glas zdravniki, jaz upam, da jih bo skozi več, ki se bojo temu udeležili, da povejo, da bistvo pa je, da zdravnik ni tisti, ki upravlja sistemom, ampak on zdravi bolnika. In mi smo se postavili pred bolnika zato, da povemo politikom, v tem predvolilnem času, da je tega dovolj, da je dovolj zavajanja, da naj povejo ljudem, kaj to pomeni, kaj jim bojo dali pred volitvam kot tisto, kar obljubljajo. Ne pa po volitvah začnejo pripravljati neke reforme, pa da bojo malo spremenili sam pa vse so se že zmenili, pa še uno strategijo, ki so jo pred 10 leti naredili in potegnili celo istega svetovalca, ki je po domač povedal že vse zafural, kar se da, zdaj pa ima medijski prostor tako
podprt, da dejansko v bistvu noben drug ne pride več z normalnim nekim vsebinskim priporočilom ljudem, naj razmišljamo malo drugače. In zato v bistvu kot skupina zdravstva vsi poudarjamo in smo tudi spletno stran tako oblikovali, da naj si gre ljudje prebrati, naj stranke pogledajo, kaj pravzaprav pomeni javno zdravstvo. Naj vprašajo stranke, ki bojo sodelovali na volitvah, kaj jim bodo dali, ali bojo jim zagotovili dostopno javno zdravstvo, pravočasno, ali jih bojo pustili v puhlih izgovorih nekega univerzalnega javnega zdravstva, ki ga ponavljajo kot neko trditev že zadnjih 15 let najmanj. Preden vaju vprašam, koliko je med političnimi strankami interesa za to, kar vi predlagate, me zanima, Matej Krištof, koliko je pa med vajnimi kolegi, ki recimo delajo v javnem zdravstvu, se pravi niso koncesionarji oziroma niso zasebniki, koliko imate tam podpore recimo za vaše ideje? To je eno zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, morda med nekaterimi starejšimi, ki so recimo dosegli že nek apex, vrhunec svoje kariere, ki so na nekem dobro pozicioniranem mestu v javnem zavodu, verjetno boljšega delovnega mesta ni. Ampak zdravništvo se pospešeno stara, vedno več teh bo šlo pač v pokoj. To je pač zakon, naravni zakon. Mladi zdravniki so pa iz drugačnega testa. Zdaj, jaz se pogovarjam z mladimi zdravniki, imam stik z njimi in sem jih res vprašal tako direktno, pa kako je zdaj tu med vami, a vi res tako nočete, ne vidite prihodnosti tukaj v domovini več. In enostavno, to so druge generacije. Oni, če sistem, okolje njim ne bo pogodu, si misli, ja, zakaj, za koga bom jaz tukaj trpel 10 let in ne vem kaj, in za delov za res, to so nizke plače, za katere zdravniki začetniki delajo. In gre v Švico, gre v Veliko Britanijo, te grde kapitalistične države, in tam gradijo svojo kariero. Pa da ne pozabimo, recimo Velika Britanija ima ta Beveridgeov sistem, tam zdravstvo, ta njihov slavni NHS, časti država, časti ga iz davkov, tako kot časti šole in javno razsvetljavo in ceste in ne vem kaj. Švica, najbolj kapitalistična država na kontinentalni Evropi, 1/3 prebivalcev subvencionira zdravstveno zavarovanje. Torej, nihče tukaj ne obuboža, nihče tukaj ne more prodati celega svojega imetja, ker si ne more, privoščiti neke storitve. Tako da nehimo s tem. Tako da, če se vrnem nazaj na tvoje vprašanje, vedno več zdravnikom je jasno, zakaj gre in predvsem pa jim je popolnoma jasna zadeva, če se sami postavijo v vlogo bolnika. No, to sprašujem zaradi tega, ker ravno ta primer, ki si ga ti izpostavil v Velike Britanije, gledali smo ta dokumentarec slavnega ameriškega režiserja Michaela Moora, kjer je ravno to bilo predstavljeno. Tam je bil doma pri zdravniku, ki je delal v javni bolnici, tismu zdravniku je šlo precej dobro in pa iskal je po celi bolnišnici eno blagajno, ki je za plačati in potem je končno našel blagajno in rekel, tle je pa za plačati. In potem je ugotovil, da ni za plačati, ampak da tam povrnejo stroške prevoza tisti, ki niso prišli v bolnišnico recimo z rešilcem. Tako da čist druga predstava, kot jo imamo recimo mi glede zdravstva. Ja, pa tudi ali je Beveridgeov ali Bismarckov sistema. Tukaj ni važno, kam bolnik gre. Vse ta NHS vključuje vse možne ustanove in zasebnike in ne vem, v Franciji, v Švici, na Nizozemskem. Pač ti si zavarovan, ti plačuješ zdravstveno zavarovanje, pa se greš zdraviti. V Avstriji greš lahko tudi k zdravniku, ki nima pogodbe za zavarovalnico. Pa ti bo tvoja zavarovalnica en del tiste tarife pokrila. Pa tudi sej to ni nobena privatizacija, če so cene določene, ampak in te cene storitev v javnem sistemu niso proste. To ni, da eden si izmisli, jaz bom pa, plombo naredil za 500 evrov, ta drugi reče, jaz se oddelam pa za 50 evrov. Ne. Cena plombe, če poenostavim, je določena po tarifnem sistemu, ki velja za vse izvajalce v javnem sistemu. In to ni prosti trg. Tekmuje se pa v kvaliteti, v dostopnosti storitev. To pa je tekmovanje. Če lahko jaz tukaj
še poudarim, pa se vrnem na prejšnjo vprašanje sicer teh odhodov zdravnikov, ne, pa teh razlogov. Ne. Mi moramo vedeti, da že v tem trenutku v državnem zdravstvu, pa tudi med zasebnike ne vlada izjemna izčrpanost. Recimo, sam pogledajte splošne zdravnike, blazno obremenjeni, ne, po 70-80 pacientov recimo na dan, dvojne ambulante. Če pa pogledaš recimo urejen zdravstveni sistem Evropske unije, pa zdravnik recimo ima od 20 do recimo 35 bolnikov, pa recimo dostopnost je mnogokrat večja oziroma večja kot pri nas. Ljudje imajo dostop do zdravnika. Če govorimo recimo v čakalnih dobah je enako, ne, če pogledamo recimo čakalne dobe v evropskih državah, ne, pogledamo pri nas, ne, recimo tukaj so namenoma vzela recimo dve operacije, katarakto in menjavo kolka, vidimo, da se čakalne dobe evropskega državljana recimo vse gibljajo tam nek v povprečju 3 mesecev, recimo, ne. Medtem ko pri nas vidimo, da za operacijo očesa je recimo povprečno 8 mesecev, za operacijo kolka pa 15 mesecev. Se pravi, zdaj tukaj vidimo na konkretnem primeru, kaj pravzaprav pomeni državno zdravstvo. Pa jaz moram tukaj gledalcev opozoriti, da je to graf pred epidemijo COVID. Ne? Kar pomeni, da lahko date še večje številke v našem sistemu. Ne. Sej, ti podatki, ne, mislim, naši bolniki imajo hudičevo dobro potrpljenje, ne, zato ker v Franciji bi že bile barikade in goreli avtomobili, a ne, pri takem stanju. Ker, a ne, prosti, ko sem prekinul, Krištof, ampak poglej, neko načelo je, priporočilo naj bi 80% čakajočih, a ne, bilo obravnavano prej kot v 3 mesecih. A ne. Pri nas je pa ravno obratno. Ne. Pri nas pa več kot 80% ljudi čaka več kot 3 mesece. Ne. Torej, narobe svet, obrnjena razmerja so to. Zakaj je ta primerjava teh čakalnih dob? Ker mi pogosto slišimo, ne, zagovornike trenutnega modela zdravstva, tudi razne politične stranke, ne, da so povsod čakalne dobe, da se povsod čaka. Ne. Mi pogosto slišimo, da nam sicer primanjkuje zdravnikov, ne, pa da bomo sam treba jih je narediti, uvoziti, treba jih je samo, tako se pogovarjajo politične stranke, kot da je zdravnik nekaj, kar kupiš v trgovini, pa prepelješ na delovno mesto. Ne. Zdravniki pač odhajajo na boljše, ne. In seveda bolniki tukaj ostajajo na slabšem. Ne. Zdravniki ne odhajajo zaradi denarja, ampak zaradi slabe zdravstvene ureditve. In če pogledamo... Zdravniki odhajajo in bolniki odhajajo na zdravljenje tujino. To je dvojno izgubljamo. Ne? Mi moramo tako okolje narediti, imamo vse predpogoje za to. Mi smo krasna država za živeti, a ne, krasno okolje imamo, smo v sredini Evrope, gor, dol, levo, desno, nikamor ni daleč. In mi imamo vse predpogoje za to, da privabljamo zdravnike, da bi prišli k nam delati. Samo malček je treba svobode, tiste 3 točke data. Ne? Pa strokovnjake imamo pa tukaj tudi take, da bodo rade volje pacienti hodili iz vseh okoliških držav se k nam zdraviti. Ne? Idealne pogoje za zdravstveni turizem imamo. Ne? In če pogledamo recimo zadnjo primerjavo v tej dostopnosti, ne? Recimo, ta je zelo zgovorna. Ne? Ta je tista, ki jo želimo, pa tudi podarjamo v zdravstvu in bi bilo fajn, da si jo vsak državljan pred volitvami to izgleda kot 4 vrste, vprosti, da Slovenija ima 4 x, vsi ostali. Tukaj bodo apologeti vedno našli izgovor, ne, vse v Sloveniji je prosta izbira. Ne, na papirju je, ampak kako prosta izbira, če niti zdravnika ne moreš izbrati v Ljubljani osebnega? Kaj šele, da bi ga prosto izbiral med več različnimi? Ne? Refundacija zdravstvenih storitev pri vseh zdravnikih, o temu lahko sanjamo, hkrati pa imamo absurd, da pa v tujini zdravljen bolnik pa dobi povrnjen denar. Enake možnosti za vse bolnike, to, kar se tako opeva, da je to biser tega našega sistema, ni res, tisti VIP si dobijo takoj povezavo do zdravnika, tisti bogi, reveži, ki si pa res ne morejo privoščiti, samo plačniške storitve pa so obsojeni na te predolge čakalne dobe. In
zdravnik, da lahko prosto izbira svoj način delovanja? Ja, seveda v Sloveniji lahko. Ti se lahko odločiš, ne boš deloval v javni ustanovi, ampak to ne pomeni, da boš dobil koncesijo. Ne? To pomeni, da se ti izključiš iz javnega sistema. Ne? In hkrati so potem izključeni tudi vsi tvoji bolniki. To so ti absurdi, vse se da obrniti na glavo, ampak dejstva pač, sploh če primerjamo s popolnoma normalnimi zahodnoevropskimi državami, so pa ravno obratna. Ne? Zdaj to me malo spominja na lov na čarovnice, ko so zvezane ženske nesrečne metalo vodo. Zdaj, če je potonila, ni bila čarovnica, ampak je utonila, če pa slučajno ni potonila, je bila pa čarovnica, pa se je potem dal na grmado. Kaj pa Fides, zdravniška zbornica in tako naprej? Oni podpirajo vaše ideje? So se kaj opredeljevali do tega? Ja, mislim, da v svojih stališčih, ki so javno objavljena, so v glavnem te točke. To pomeni, kar mi zagovarjamo, to je prosta izbira bolnika, da tudi zdravnik lahko prosto izbira svoj način delovanja, da javni zavodi in zasebniki tekmujejo v izvajanju storitev. Te točke v glavnem zdaj tudi te zdravniške organizacije sprejemajo. Ne? Jaz sem prepričan, tako kot pravijo, jaz nisem politični analitik, ampak te volitve bodo na nek način zgodovinske, v vsakem pogledu, ne glede na trenutna politična dogajanja v svetu in pri nas. Predvsem zaradi tega, ker se končuje to obdobje obljub, praznih obljub. Mi namreč vstopamo zdaj že v 12. leto, oziroma konec tretjega mandata političnih strank, ki so na podlagi nekih praznih obljub o dostopnosti in ureditvi nekega javnega zdravstva ljudi pustile tako rekoč brez nekih rešitev, brez vsebine. Dobro, recimo, da je zadnje 2 leti res bil problem COVID, pa se temu ni moglo na nek način posvečati. Ampak mi smo imeli pred 10 let, da bi to uredili in stranke so to obljubljale, pa tega niso storile. Ja, po drugi strani ravno taka kriza, kot je epidemija, je pa hkrati idealna priložnost, da neko stvar postaviš na novo, ker mi drugače bomo imeli tukaj belorusko zdravstvo, pa ni treba, da nas Putin s tanki zasede, ampak odločitev je samo naša, samo v glavi moramo tisti klik narediti in reči, ok, dajmo mi narediti zdravstvo, kot ga imajo v Zahodni Evropi. Odločimo se, dajmo to narediti, zakaj ne? Gremo počasih koncu oddaje, zato me zanima, kako mislite prisiliti, ker očitno sami od sebe ne bojo prišli do vas politične stranke, da to, kar zagovarjate, vključijo v svoje programe in potem tudi dejansko po izvolitvi v parlamentu, vlado in tako naprej začnejo delati na tem. Ja, jaz mislim, da take oddaje, kot je tukaj tvoja, da ljudje slišijo, kaj to javno zdravstvo zares je. Ta konferenca, ki smo jo organizirali na zdravniški zbornici, ko smo povabili slovenske zdravnike, ki delujejo v javnih zdravstvenih sistemih v Zahodnji Evropi, da se to pove, da pride ta prava definicija v javnost. In ko imamo pravo definicijo, potem se lahko pogovarjamo o tem. Se popolnoma strinjam. Začeti moramo na skupni točki, to pa je v odnosu zdravnika-bolnika, ki v bistvu skupaj zastopate iste interese. In dokler nas bojo politične stranke označevale za dvoživke, za kapitalistične svinje, za nekoga, ki škoduje bolniku, to seveda ni prava pot. Pot je samo skupno poenoteno delovanje za korist bolnika, za korist celotne družbe, zato da bomo lahko močnejši in skupaj dosegli več. Ja, nič, gledalke, gledalci, zdravo je gledati oddajo Faktor, ker je to dobro za vaše zdravje. Magister Matej Beltram, Krištof Zevnik, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. To je bil v javnem zdravstvu že 696. Faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo gostili bronasto olimpijko Glorijo Kotnik in njenega trenerja Aca Sitarja. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.